Pozdravljeni. Tokrat bo govora spet o talnem efektu, kako so razni inženirji skozi zgodovino z novimi idejami, z drugačnimi zornimi koti, z novimi inovacijami v bistvu dosegli isto, kako se je ta zadeva razvijala skozi pravilnik in kako tudi to bomo lažje razumeli, kako to vpliva na današnjo Formulo 1. Seveda, določeni principi so bili že razloženi v drugih prispevkih, bližnjice najdete seveda v opisu. Najbolj znan izmed bolidov s talnim efektom je tisti prvi, to se pravi Lotus 79 iz sezone 1978, čeprav so zametki že vidni v njegovem predhodniku Lotusu 78 iz leta poprej, delno je dirkal tudi v sezoni 78. V rokah Marija Andretija, Gunnarja Nilssona pa Ronja Petersona so ti bolidi pokazali svojo vrednost in nekako se je začelo to obdobje, ko so začeli vsi raziskovati talni efekt v Formuli 1. Idejo za ta efekt je Colin Chapman dobil, ko je gledal bombnik iz druge svetovne vojne The Havilland Mosquito in skupaj s Tonyjem Ruddom pa Peterom Wrightom so naredili ta koncept. V bistvu na dno bolida so naredili nekako zožitev, katera je skupaj z asfaltom in temi gumijastimi zavesicami ob strani tvorila Venturijevo cev. O Venturijevi cevi smo že govorili. Problem je v tem, da boste v mnogi literaturi dobili podatek, da naj bi na dno bolida ti inženirji pritrdili aerodinamični profil. Problem je v tem, da vkolikor hočemo imeti aerodinamični profil, mora laminarni tok iti pod njim in nad njim. Tu je šlo za Venturijevo cev, kjer je bistvo, da gre tisti zračni laminarni tok med dnom bolida pa asfaltom, tam pospeši in ustvari podtlak. Bistvo vsega skupaj so tudi te zavesice pri straneh. Te so bile na začetku podobne metlicam, nato so dobili najboljšo rešitev, da so te zavesice naredili iz gume. To pa zaradi tega, da so ločili ta zunanji tlak, atmosferski tlak, od tistega nižjega na sredini bolida, tistega, ki je pomagal ohranjati ta talni efekt in kjer je bil bistvo vsega. Ta znižani tlak so nekako ločili od okolice prav s temi zavesicami. To je odprlo praktično novo obdobje bolidov s talnim efektom in verjeli ali ne, vsi so začeli to kopirati, razvijati, tako da lahko rečemo, da najboljši bolid, najbolj dognan, najbolj uspešen, saj kar se tiče mojega mnenja, je Williams FW07 iz kasnejše obdobja, tam v 80-ih letih, ki je pokazal tisto pravo uravnoteženost med aerodinamiko nad bolidom pa pod bolidom. A v sezoni 1978 smo bili priča drugemu bolidu, prav tako revolucionarnemu, kateri je dirkal samo eno dirko, jo zmagal, a je imel talni efekt z čisto drugačnim konceptom. Govorim o Brabamu BT46B. Treba je podariti pri tem bolidu zmeraj tudi črko B, kajti gre za posebno izvedenko, imamo tudi druge izvedenke tega bolida, katere so bile tudi zmagovite v tistem obdobju. Gordon Murray kot glavni inženir Brabama, takrat v lasti Bernieja Ecclestona, je dobil genialno idejo, da bo talni efekt pridobil z drugim načinom, sicer ga se ni on spomnil, v bistvu kopiral je koncept, ki ga je videl na praktično prvem bolidu s talnim efektom v moderni dobi, Chaparral 2J, to je bil prototip iz takrat popularne serije Can-Am iz leta 1970. V bistvu vzel je vetrnico, ventilator, kateri je pomagal zračni tok vleči pod bolidom in ga tako pospešiti. Problem je samo eden, da je to čisto v nasprotju s pravilnikom Formule 1. Namreč ta pravi, da vsak aerodinamični element na Formuli 1 mora biti fiksen. Tudi danes pravi tako, z eno izjemo. Edini aerodinamični element, ki je lahko mobilen, je DRS. Pri Brabamu so nekako ukrivili ta pravila s tem, da so
to vetrnico orientirali tako, bila je na koncu bolida montirana na menjalnik, poganjal je menjalnik, da je ta zračni tok nekako vlekla tudi iz zgornjega dela bolida, iz tega prostora, kjer se je nahajal motor, in uradno je ta vetrnica služila temu, da je pomagala hladiti motor. Ta efekt, talni efekt, ki ga je ustvarjala pod bolidom, pa naj bi bil nekako stranski, morda celo nezaželen efekt. Seveda bil je proti pravilom in zato ga je Bernie Ecclestone po samo eni dirki, kateri so zmagali, umaknil. Če smo na tisti veliki nagradi Švedske primerjali talni efekt med Lotusom 79 in Brabhamom BT46B, smo videli, da je imel Brabham bistveno več talnega efekta. Šel je lahko z ovinke bistveno bolj hitro in je nakazal, da ima bistveno večji potencial od že tako revolucionarnega Lotusa. Obstaja pa še drugi bolid z vetrnico in talnim efektom, katerega ni videl pa nihče. To je Brabham BT47. Tega niso niti nikoli naredili, ampak Gordon Murray ga je sprojektiral. Zato te številke ne boste videli v nobenem spisku teh Brabhamov, ki so dirkali, ampak obstaja, mu je bila dodeljena in urbana legenda pravi, da so načrti spravljeni v hangarju, v Boscombe Downu, kjer ima Bernie Ecclestone svojo znamenito zbirko bolidov Formule 1, ki pa jih redko komu pokaže. To je bil prvi del tega hitrega pregleda različnih tehnologij, ki so jih v Formuli 1 rabili za doseganje talnega efekta. Hvala za vašo pozornost, pa naslednje videnje v drugem delu.